Letošnji bistriški tek je potekal v drugačni obliki kot v prejšnjih letih. Več o tem, kako je potekala tradicionalna prireditev, nam je povedal Tadej Repnik, sekretar Športne zveze Slovenska Bistrica. Letošnji tek bistriški je bil izveden na malo drugačen način kot vsa prejšnja leta, zaradi vsem znanih razlogov. Izvedli smo kot tekaški izziv, virtualni, z aplikacijo Strava. To je zdaj v bistvu zelo popularna tekaška aplikacija. Organizirali smo tako, da smo označili sam sektor teka v mestnem parku Slovenska Bistrica, določili število krogov glede na kategorije in kasneje so se tekmovalci prijavili skozi aplikacijo Strava, odtekli 10 krogov in rezultati so bili zabeleženi. Sami osnovnošolci, srednjošolci so imeli pa poseben program, ki so jim predstavili sami učitelji športne vzgoje. Mlajše kategorije so odtekle 1 krog, tiste starejše 3 kroge in pa srednjošolci 5 krogov, kar je znašalo cirka 3 km. Sami člani so pa odtekli 10 krogov, kar je cirka 6 km. Rezultati bojo objavljeni v roku enega tedna, ko dobimo še v bistvu uradne rezultate iz ProTima. To pa je načeloma, kako smo se mi vse skupaj zamislili ta tek. Bilo je udeležencev kar nekaj, cirka števila čez 1000 samih, ki so odtekli z osnovnošolci v red. Tako da je bil v bistvu ta virtualni izziv dokaj dobro sprejet glede na same razmere. In kdo je postavil rekord? Postavil je rekord 23:55 gospod Krajnc. Zato bo dobil tudi posebno priznanje. Več pa, ko bojo uradni rezultati. Upamo pa lahko, da bo prihodnje leto bistriški tek znova v takšni obliki, kot je bil v prejšnjih letih. Absolutno, mi se bomo potrudili, da bo drugo leto v aprilu izveden bistriški tek, kot je bil vsa leta, če bojo le razmere dovoljevale temu. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice, ki to sezono nastopajo v tretji ligaški konkurenci Vzhoda, so v drugem krogu v Slovenski Bistrici igrali z ekipo Benedikta. Zmagale so torej Bistričanke s 3:1. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice, ki igrajo v tretji državni ligi Vzhod, so odlično začele novo tekmovalno sezono. Po 2 odigranih krogih so varovanke trenerja Marka Pondratiča zabeležili 2 zmagi. Prvo tekmo pred domačimi gledalci z Benediktom so dobile s 3:1. Renomirane nasprotnice, ki so v lanski sezoni igrale še v drugi ligi, so tokrat prvenstvene točke pustile v Slovenski Bistrici. Moram puncem čestitati, glede na to, da smo igrali zdaj z lanskoletnim drugoligašem in da po njihovi velikosti, pa to so punce bile malo prestrašene, ampak odigrali smo solidno. Mislim, da smo zasluženo zmagali in če bomo tako naprej igrali, se nima koga bati. Prvi uvodni niz so s 25:17 sebi v prid obrnile domače odbojkarice, čeprav so gostje na začetku niza povedle že z 8:5. Izenačen je bil drugi niz, vse do 16. točke. Nato pa so črno-bele nanizale 3 zaporedne točke in na koncu niz dobile s 25:21 ter tako poravnale na 1:1 v Sečanju. Naša igra je malo padla, malo slabše smo začeli servirati, posledično ni bilo dovolj lahkih točk. Nasprotnice so malo dvignile svojo igro, so v napadu močne, če jim dovoliš, da se lahko odigrajo hiter napad, smo imeli težave. Tretji niz je bil izenačen vse do konca. Poravnavo številk na semaforju smo videli na 15:15, 20:20 in na zadnje 25:25, na kar so domače odbojkarice izkoristile tretjo zaključno žogo za zmago v nizu 27:25 in vodstvo z 2:1. Za to vodstvo je bila najbolj zaslužna kadetska reprezentantka Slovenije Eva Kneževič, ki je srečanje odigrala na visokem nivoju odbojkarske igre. Jaz sem tudi vesela, glede na to, da smo imeli priložnost igrati proti tako dobri ekipi. Mislim, da smo dali vse od sebe, tudi če smo imeli trenutke, ko nam ni šlo, smo pokazali, da se znamo zbrati pa potem stopiti skupaj in vseeno dobiti tekmo. V četrtem tokrat že odločilnem nizu so s 3:1 povedle igralke Benedikta, kar pa je bilo tudi vse. Razigrana Mija Sagadin Pristovnik, tudi kadetska reprezentantka, je nato odlično servirala in zadevala na mreži ter tako poskrbela za vodstvo z 19:13. Niso Bistričanke na koncu dobile na 18. točki in tako tudi tekmo s 3:1. V igro smo vstopile zelo motivirane, saj smo vedeli, da igramo proti zelo kvalitetni ekipi. Namreč naše nasprotnice so lani igrale v drugi ligi in so le z 1 točko izpadle.
zato smo bile zelo motivirane, se med sabo spodbujale, držale dobro klimo v ekipi, borile se za vsako točko, nismo se predale, smo vedeli, da smo dovolj zmožne, da jih lahko premagamo in mislim, da nas je tudi ta energija na koncu pripeljala do zmage. Pa smo vse res izjemno vesele, kar nam je uspelo in vemo, da s takim vzdušjem pa s tako igro, ko smo danes prikazali, lahko pridemo marsikam. Mi letos smo šli kot novinci v tretjo ligo, ne zato, da bomo samo zbirali točke, tudi zato, da se bodo punce nabirali izkušnje. Zagotovo, če zmaguješ, si vesel, ampak letos je torej nekako uvodna, tesna sezona za nas. Drugo leto pa mogoče tudi poskusimo na vrh. Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica je minulo soboto na strelišču Velenik izvedlo tekmovanje v streljanju z avtomatsko puško. Nastopilo je 14 ekip iz različnih krajev Slovenije. Prvo mesto je osvojila ekipa območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, ki je zadela 255 krogov. Druga je bila ekipa policijskega veteranskega društva Sever Slovenska Bistrica, na tretje mesto pa se je uvrstila ekipa območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Med strelci je zlato medaljo osvojil Matjaž Lukner iz območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica, ki je zadel 90 krogov. Srebrno medaljo je prejel Ludvik Savernik iz območnega združenja slovenskih častnikov Domžale. Tretje mesto pa je osvojil Aleš Gostenčnik, član ekipe policijskega veteranskega društva Sever Slovenska Bistrica. Rezultate tekmovanja so razglasili v veteranskem centru Brinje, kjer je brigadir Martin Jugovec, generalni sekretar Zveze slovenskih častnikov, zaslužnim članicam in članom podelil tudi priznanja in medalje. Pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov je prejela Romanca Godec. Bronaste medalje pa so podelili Ivanu Golobu, Ladislavu Steinbacherju, Danielu Školcu, Jožetu Tancerju in Marjanu Žuni. Srebrne medalje so prejeli Robert Belec, Jelka Kropec, Jožef Majcen, Peter Turin in Maksimilijan Godeb, zlate pa Samuel Gubenšek, Matjaž Lukner in Franc Školc. Prejemnik častnega znaka je Borut Kruder, priznanje za zasluge je prejel Branko Vasa, prejemnik plakete za sodelovanje pa je dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Bistriška športna pot. Ja, zanimive so torej bistriške športne poti. V tokratni oddaji vam predstavljamo Evo Kneževič, torej odbojkarskega kluba iz Slovenske Bistrice. Eva, zakaj si se torej v tvojem življenju kot mlada punca odločila prav za odbojkarsko igro? Ja, pač že od malega zelo rada športam, tudi v družini, pač smo vedno bili športno aktivni. In pač, ne vem, tudi moja teta, moj stric igrata odbojko in pač, ko je moja sestrična začela trenirati, me je zanimalo, pač, da tudi meni mi je bil šport všeč. In pač sem poskusila in tudi pač, ko sem prišla na trening, sem videla, da pač je super vzdušje, ko je cela ekipa. In po pač z treningi pa z leti pač sem nekako razvijala tehniko pa vse in pač sem vesela, da sem se odločila, da odbojko treniram. Kaj ti osebno pomeni, koliko ti pomeni igranje torej za bistriški klub, v prvi vrsti pa za reprezentanco Slovenije? Ja, rada igram v Bistrici, všeč mi je ekipa, všeč mi je vzdušje. Zdi se mi prav, da podpiram pač naš krajevni šport, torej pač da igram v Slovenski Bistrici. Zdaj za naprej pač reprezentanca, seveda pač koliko bo šlo, če bomo dobri, bomo igrali. Tako da jaz upam, da nam bo šlo tudi v klubu čim boljše, pa da tudi z reprezentanco dosežemo še kakšne dobre rezultate. Verjetno pa spremljaš tudi ostale bistriške športe, ki so kar udarni. Veliko je mladih športnikov, torej kako gledaš na vrstnike, ki se ukvarjajo v drugih športnih disciplinah? Ja, pač meni se zdi prav, da mi mladi se veliko ukvarjamo z športom, da smo veliko športno aktivni, imamo dobre košarkaše, tudi nogometni klub imamo v Bistrici in se mi zdi pač prav, da tudi se športno ukvarjamo v prostem času, da nismo samo za računalniki v sobah, da se tudi podružimo, ker tudi del športa je seveda druženje. Kakšno kariero si torej želiš? Verjetno vprašanje, ki si dam odgovor kar sam, torej uspešno. Verjetno si ne želiš veliko poškodb. Ja, res je, poškodb si res ne želim.
Bomo videli, kako bo šlo vse skozi. Nimam nekih ključnih ciljev, da bi karkoli dosegala v odbojki, pa se pustim preseneti, če bo šlo, bo šlo. Kaj prehitro pa tudi ne smemo reči, da se ne bo kaj šlo narobe. Vi ste prav odločila za šport? Absolutno. Bistriška športna pot. Minuli četrtek je pri Kosnici na pokopališču v Slovenski Bistrici potekala osrednja občinska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Govornica na slovesnosti je bila magistra Karmen Furman, državna poslanka. V mirnem objemu tišine bomo v teh dneh stopili v mesec november, ki nam s prvim dnem prinese dan spomina na mrtve. In v teh tihih jesenskih dneh, ko se umiri narava in se spominjamo svojih pokojnih, je prav, da s spoštljivim spominom ne pozabimo tudi vseh tistih, ki so brez krivde padli kot žrtve vojnih in povojnih pobojev. Na grozote tega časa, na to, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi, nas danes nimo spominjajo spomeniki na pokopališčih povsod po državi. Kljub svoji nemosti nas opominjajo na čas, ko se je s krvjo pisala zgodovina slovenskega naroda. To so kraji spomina in opomina vsem nam, da za trenutek ostavimo svoj korak, misel, besedo, predvsem pa, da nikoli več ne dopustimo, da pride kdaj čas, ko bi se zgodovina v takšni obliki še kdaj ponovila. Današnja slovesnost, ki se odvija tukaj na kraju spomina pred Kosnico žrtvam povojnih pobojev, je majhen korak v znak spoštljivega spomina na žrtve, ki so danes tukaj pokopane. 30. oktobra 2004 je bil dan, ko so bili pokopani posmrtni ostanki 431 žrtev izkopanih v obeh rovih. Spoštovani, ni besed, ki bi lahko opisale grozoto trenutka, ko so izdih za izdihom ugašala življenja. Brez dokazov krivde in možnosti, da bi branili svojo pravico in resnico, so bili otrokom odzeti očetje in mame, bratom sestre, nečakom strici, vnukinjam detki. Grozot, ki jih je prinesla vojna in povojno dogajanje, sama nisem doživela. Pa vendar me je šokiralo in prizadelo spoznanje, da se v teh naših prelepih krajih lahko skriva tako globoko zakopano in zamolčano zlo. In zato je danes vsem nam na mestu povsem preprosto vprašanje. Ali smo se iz vseh tragedij naše zgodovine kaj naučili? Ker tisti, ki se iz napak preteklosti ne učijo, so obsojeni na to, da jih ponovijo. Slovenija danes žal velikokrat ne kaže najbolj prijetnega obraza. Ob vseh izrazih nestrpnosti je zato še kako pomembno vedno znova poudarjati ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in nestrpnosti do drugače mislečih. Ljudje bomo namreč vedno živeli z različnimi prepričanji, nadzori in idejami. V tem se bomo razlikovali in to je naravno. A kot družba si moramo prizadevati za vse tisto, kar nam je skupnega, in spoštovati tisto, v čemer smo si različni. Veliko več imamo namreč tistega, kar nas povezuje, kot razlikuje. In zato se nihče od nas ne sme čutiti prizadetega v svojih osebnih občutkih in prepričanjih. Res je, da preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na našo prihodnost. A naj nam bo pri tem vodilo vse tisto, kar nas je kot narod plemenitilo in v pomen tisto, kar je iz naše tragične preteklosti nam je malo dostojanstvo kot ljudem in kot narodu. Le z dovolj strpnosti in medsebojnega spoštovanja bomo namreč kot skupnost, kot narod tudi uspeli. Zanašanje na to, da je zločin neponovljiv zaradi nepredstavljivih grozot, je naivno. Zgodovinske izkušnje kažejo, da se lahko ponovi, če se ne bomo prav vsi
vsak dan znova trudili za strpnost in mir. Zato je prav v prelomnih trenutkih časa še kako pomembno, da sodelujemo, da se spoštujemo, da se spodbujamo. Imamo izkušnje narodne enotnosti, brez katere danes ne bi imeli lastne države. Takrat je prevladovalo zaupanje in spoštovanje. Tudi zato imamo danes Slovenci svojo domovino. Dveh ne moremo imeti. Zato spoštujmo drug drugega v svoji drugačnosti in sodelujmo, ne glede na naša politična, verska ali druga prepričanja. Skupaj lahko dosežemo nepredstavljivo. Vsi tisti, ki smo danes tukaj zbrani ob kostnici pokopanih žrtev, sporočamo, da nismo pozabili in da nam ni vseeno. Ni nam vseeno za nedolžne žrtve nesmiselnega nasilja. Ni nam vseeno za to, kaj se je zgodilo. In ni nam vseeno za svobodo in mirno prihodnost vseh nas. Ne želimo pozabiti, a gledati moramo tudi naprej. Saj nam je za voljo nas samih, predvsem pa naših otrok, naložena odgovornost, da ustvarjamo ozračje strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. S svojimi ravnanji in odločitvami moramo dokazati, da nobeno od vprašanj, ki nam jih zastavlja življenje, nikoli in nikdar ne sme pod vprašaj postaviti samega miru. To je dolg, ki ga vračamo žrtvam vojnih in povojnih pobojev. Je odgovornost, ki jo imamo do njihovega spomina in do prihodnosti novih rodov. Spoštovani, vsem, ki ste v moriji vojnih in povojnih pobojev izgubili svoje drage, izrekam globoko in iskreno sožalje. Grozote teh vojnih in povojnih pobojev niso in ne bodo nikoli pozabljene. Prav zato pa naj nam danes kot vodilo prihodnosti svetijo besede Antigone. Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. V kulturnem programu, ki ga je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, je sodelovala vokalna skupina Srednje šole Slovenska Bistrica, ki jo vodi zborovodja Gašper Kondih. Karmen Furman je v imenu Republike Slovenije venca položila h kostnici na pokopališču in predtem tudi pri rovih v Zgornji Bistrici.
Vence je ta dan položil tudi podžupan občine Slovenska Bistrica Žarko Furman, in sicer k spomeniku na Trgu Svobode, pri rovih v Zgornji Bistrici in h kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici. Delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica se je minulo soboto udeležila spominske komemoracije na pokopališču v avstrijskem Gradcu. Skupaj z delegacijama borcev iz Ruš in Lenarta se je poklonila padlim partizanom 1. pohorskega bataljona. Zbrane je nagovoril Marjan Šiftar, predsednik Komisije za mednarodne odnose pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 80 let mineva od začetka svetovne vojne apokaliptičnih razsežnosti. 80 let od začetka upora slovenskega naroda in nastajanja zmagovite mednarodne antifašistične in antinacistične koalicije v tej vojni. In kot je bilo že rečeno, 60 let mineva, ko smo se prvič zbrali tukaj na Graškem pokopališču ob otvoritvi spomenika, ki je tudi simbolni most miru in sodelovanja med svobodoljubnimi, demokratičnimi in antifašističnimi ljudmi, narodi in državami, tudi med prijateljskima sosedama. Slovesni otvoritvi spomenika, ki ga je s pretanjenim pietetnim občutkom in dalekovidnim simbolnim sporočilom zasnoval arhitekt Boris Kode in ga je postavila ekipa granitne industrije Oplotnica, je prisostvovalo, poročajo takratni viri, 5000 udeležencev in delegacije 11 držav, iz katerih žrtve nacističnega nasilja so pokopane tukaj. Med, kot vemo, 2516 imeni zapisanimi na obelisku je 1213 imen Slovencev in Slovenk. Tu je poslednji dom borcev pohorskega bataljona, narodnih herojev in herojin, stotine talk in talcev, slovenskih hčera in sinov. Stara modrost iz mojega dragega Prekmurja pravi: dolgo živi, šteri za domovino meri. Možje in žene, ki so se borili na Pohorju, v Mariboru in drugih krajih, bili žrtve krutega nacističnega maščevanja v Mariboru, Celju in drugih krajih, so se borili in umirali za svobodo, za domovino, za varno prihodnost. Ti so življenje izgubili zato, ker so verjeli v svobodo, ker se niso pustili ustrahovati, ker se niso kljub smrtnemu sovražniku pustili vzeti vere v lepšo in svobodno prihodnost. Svojimi dejanji, svojim pogumom, svojim kljubovanjem in pokončno svobodoljubno držo, izprečevano tudi v mnogih zadnjih pismih svojim dragim domačim, še danes živijo v izročilu, ki so nam ga zapustili. Zato se jih vsako leto spomnimo s hvaležnostjo in spoštovanjem. Kaj nam sporoča to sporočilo za današnji dan? Da boj za svobodo ni nikoli končan, da svoboda ni nikdar priborjena in zavarovana enkrat za vselej. Njihovo izročilo nam pravi, da je prizadevanje za svobodo človeka in naroda dolžnost vsake generacije. Boj za svobodo ne pozna nacionalnih omejitev. To potrjujejo tudi imena na tem obelisku. Za kulturni program je poskrbel Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Čisto drugače je treba zapeti, kakor pojo nam ti vražji poeti. Čuj, dekle, tovariš, ki v tebi sem vzljubil ljudi. Kaj čutiš, kako mi srce krvavi? Zajemi si, dekle, z dlanmi te moje prevroče krvi. Daj, prosim, zajemi, saj čutiš, kako mi kipi. Ta kri ti bo pesem drugačno zapela. Pesem iskreno, saj take boš najbolj vesela. Ta pesem bo pesem poštenja in dela, življenja in smrti, strahu in sovraštva, strahu in junaštva, pesem ljubezni in pesem sovraštva. V tej pesmi bo strastno hotenje zgrabiti za urad to prekleto življenje. Ta pesem bo pesem milijonov, ta pesem bo boj, zato ker je vzrasla iz moje krvi, zato ker je vzrasla iz mrtvih kosti, iz mrtvih kosti v boju poslednjem ubitih ljudi.
Z 11. zmago v prvenstvu v 3. državni nogometni ligi Vzhod so nogometaši Ketije Mi Bistrice potrdili jesenski naslov. Vprašanje je samo, koliko bo tista točkovna razlika do drugovrščene ekipe. V tekmi v Slovenski Bistrici, torej v 12 krogov, pa so tesno z 1-0 premagali ekipo Dobrovce. 2 kroga pred koncem prvega dela prvenstvenih obračunov v 3. državni nogometni ligi Vzhod nogometaši Ketije Mi Bistrice tekmecem bežijo za velikih 11 točk. Toliko namreč zaostaja drugovrščena ekipa Dravograda. Nogometaši iz Slovenske Bistrice so to prednost potrdili tudi v tekmi z minimalno zmago 1-0 proti 11-terici Dobrovce. Prav slednji so dodobra namučili varovance trenerja Dvoršaka, ki tokrat niso imeli svojega strelskega dne. Na koncu pa so se le veselili sladke zmage, v polno je v 19. minuti tekme zadev Nejc Bračko. Vedeli smo, da bo neugodna tekma. Pričakovali smo za zelo zaprto varianto strani Dobrovc. Dejansko so jim potem 3 igralci tudi zboleli, ofenzivni igralci, in mogoče bi za nas bilo celo lažje, če bi ti 3 igralci igrali, ker bi oni igrali malo bolj odprto, ampak ni to. Mislim, da smo mi rutinirano oddelali. Igrali smo si, glede na to, na zaprto formacijo nasprotnika, ogromno priložnosti, tako da škoda, nismo tega zadeli, da nismo tega realizirali, da bi bila tekma bolj mirna. Zdaj pač je normalno bila kar malo nervozna na koncu, ampak ja, glavne so te 3 pike, zmagali smo in gremo dalje. Na tekmi, kjer so gledalci videli le en gol, bi se lahko zadetki proslavil Rok Ferčič, ki pa je tako v 24 minuti streljal mimo gola. Minuto kasneje čez gol, tudi v 29 minuti z te priložnosti streljal direktno vratarja gostov Ploja. Svojo priložnost za izenačenje so zapravili gostje in to v 31 minuti, ko je žoga zadela le vratnico. V 42 minuti je 2-krat poizkusil Nejc Bračko, vendar je ostalo samo pri golu iz 19. minute. V drugem delu igre je prvo priložnost zapravil prav slednji. 3 minute kasneje Marcel Pušnik. Tako pa je žogo čez gol usmeril Lan Vidmar. V tekmi so svoje priložnosti za poravnavo rezultata imeli tudi varovanci trenerja gostov Breberja. Bistriška obramba na čelu z Rokom Rozmanom je svojo ekipo le pripeljala do zasluženih 3 točk. Naša tekma je bila zelo čvrsta, nasprotnik je bil čvrst, igrali so močno, igrišče tudi ni bilo optimalno, ampak mislim, da smo dobro odpravili našo nalogo, samo pač zadeti je treba večkrat, ne samo enkrat. V prvem polčasu je težjo poškodbo staknil Matic Bračko, katerega je reševalno vozilo pripeljalo v mariborski klinični center. Zaradi poškodbe kolena je 16 minut pred koncem igro zapustil tudi domači steber obrambe Lan Vidmar. Zdaj bomo videli, kakva je situacija z Bračkotom, zgledalo ni lepo. Zdaj z Lanom prav tako 2 igralce se nam vračata po daljšem premoru, se pravi Polegek pa Pinpaher, se pravi 1 mesec nista igrala, treba jih spraviti čim prej na ta tekmovalni nivo. In zdaj, če ne bojo mogli ti igralci, bo pač drugi mogli nadomestiti tole. Absolutno bi si pa bolj želel, da smo vsi zdravi. Bistričani so v dosedanjem poteku prvenstva nasprotnim 11-tericam le 7-krat dovolili zadeti njihovo mrežo. Pač obramba smo se dobro razumemo, trenutno smo vsi v formi, tako da upamo samo tako naprej. 36 golov na nasprotni mreži pa je potrditev, da že 2 kroga pred koncem prvega dela upajo, da bodo z veliko točkovno razliko prezimili na prvem mestu. Prvenstvo se mi zdi, da pač super delamo, smo dobra ekipa, upravičili smo vlogo favorita, ki smo ga imeli od lani, in samo tako naprej in upamo, da se nam bo tokrat izpolnila želja. Mojem reči, da smo odigrali 12 kol, 11-krat zmagali, 1-krat igrali neodločeno, tako da smo lahko s tem zelo zadovoljni. Imamo še 2 koli do konca, zdaj si bomo prvo spočili, potem se bomo pripravili dobro na cirkulane, mislim, da jih kar dobro poznamo, specifična tekma, ampak bo lažje, zato ker imamo mi to prednost in ne rabimo narediti, tako da ponovimo reprizo te tekme z lanskega leta.